Ta virus je nevaren predvsem za dojenčke in otroke do 2. leta, saj prizadene pljuča, zato pride do pomanjkanja kisika v krvi. Nimamo nekega specifičnega zdravljenja, kot so na primer antibiotiki, zato otroku lahko samo pomagamo, da sam premaga okužbo, ki je lahko zelo resna, kot sem že rekla, celo smrtna. Pri starejših otrocih okužba dihal z respiratornim sincicijskim virusom praviloma poteka v lažji, izjemoma tudi v hujši obliki. Kaže se pri starejših otrocih lahko samo z navadnim prehladom. Vodeni izcedek iz noska, otrok se dobro počuti, ima dober apetit, skače naokrog in ta virus veselo prenaša naokrog. Starše malčkov zato pozivajo, naj sledijo navodilom Združenja za pediatrijo, ki kot glavno preventivo pred vdorom nevarnega virusa v telo izpostavlja izogibanje okužbam. Kontakti z obolelimi pa tudi z zdravimi prenašalci je potrebno preprečiti. Zato otroci naj ne bi hodili v javne prostore, predvsem pa je pomembno za dojenčke, da bi starši starejše sorojence za tisti čas, ko je dojenček pri hiši, otroka izpisali starejšega iz vrtca. Bolan otrok vsekakor ne sodi v vrtec. To je otrok, ki ima visoko telesno temperaturo, ki močno kašlja, ki ima vnetje oči, ki bruha, ki driska, ki ima dolne izpuščaje na roki ali pa kakršnekoli izpuščaje po telesu. A se ob tolikšni množici otrok dogaja, da starši pripeljejo malčke z naštetimi znaki, pa tudi nazaj v vrtec se vrnejo, preden se do konca pozdravijo, poudarjajo v vrtcih.